Zakaj je cepljenje proti pnevmokoknim okužbam pomembno tudi z mikrobiološkega vidika? Povzročitelj invazivnih pnevmokoknih obolenj, že kot ime pove, je pnevmokok, to je bakterija, ki je obdana z kapsulo in ravno zaradi te kapsule zelo nevarna človeku. Povzroča pljučnice v največji meri, pa tudi hujša obolenja, meningitise, sepse in tako naprej. Največja teža obolenja je ravno pri pljučnicah in največ zbolevajo odrasli. Tako da, kot je znano, smo v letu 2015 otroke začeli cepiti z 10-valentnim in kasneje prešli na 13-valentno cepivo, vendar je pa cepljenje pri odraslih res zanemarljivo. Tako da lahko rečem, da velikega upada incidenca oziroma lahko rečem sploh ni upada v celoti, rahel upad zaznamo pri otrocih, vendar pri odraslih upada teh invazivnih obolenj ni. Vzrok je seveda, ker je precepljenost pri otrocih samo 50% oziroma malo več, nizka, ker je cepljenje priporočeno in neobvezno in tako tudi nimamo efekta pri odraslih. Precepljenost odraslih je pa premajhna. Tako da, če res hočemo se znebiti teh težkih obolenj, vsak od nas ima koga, ki je kronično bolan in ne umre zaradi te kronične bolezni, ampak zaradi pljučnice. In v boju proti tem pljučnicam je res potrebno ozaveščati odrasle, da je možnost cepljenja zlasti po 65. letu, kjer je incidenca poraste, in se lahko izognemo hudim težavam in zelo podaljšamo življenjsko dobo. In tu je verjetno smiselno tudi poudariti, da je bojazen pred stranskimi neželenimi učinki cepljenja tudi v tem primeru odveč, je tako? Tako. Stranski učinki, če so veliko manjši kakor posledice, za katerimi lahko zbolimo, ki ostajajo po preboleni pljučnici oziroma če jo kronični bolnik sploh preživi.